Vaje za kosinusni izrek. Pa dajmo vsako po eno. Prva. Tale, dajmo drugo v vrsti. In sicer imamo izračunaj tretjo stranico v trikotniku s podatki. Pa si ga dajmo skicirati, ne, naj bo to trikotnik A, B, C. Podatke imamo, B je 12 centimetrov, C je 20 centimetrov in kot alfa je 34 stopinj 40 minut. Treba izračunati tretjo stranico, se pravi B pa C imamo, A je tisto, ki jo računamo. Tukaj imamo 34 stopinj 40 minut, če malo pogledamo enote, pa bi bilo za nas bolje, ko bomo mogli uporabiti kotno funkcijo, da nimamo 34 stopinj 40 minut, ampak da si to pretvorimo kar v stopinje. Ena možnost je, da to pretvorimo v stopinje tako, da damo 34 stopinj na kalkulator, pa 40 minut. Tako, to damo v kalkulator in potem jaz imam tipko SVD, ne, da dobimo tisto nenatančno vrednost, kako bi rekli, decimalno vrednost, in je to 34,66 stopinje. Lahko date pa 40 deljeno z 60, dobite 0,66 in to vključite sami. No, tule, pardon, ni 66, ampak 67, če zaokrožimo, ne. Tako je treba. Tako, no. Zdaj pa skicirajmo vse skupaj tole. Imamo trikotnik A, B, C, stranice B, A in C in kot alfa, beta, gama. V kosinusnem izreku smo rekli, da je zelo pomembno, kateri kot nastopa oziroma s katero stranico začnemo. Pri nas nastopa kot alfa in zato bomo začeli s kosinusnim izrekom pri stranici A. A na kvadrat je, zdaj pa tako Pitagorov izrek, B na kvadrat plus C na kvadrat in to popravimo. Minus 2BC krat, ker je kosinusni izrek, imamo kosinus kota alfa. In vse to vstavimo. A na kvadrat je 12 na kvadrat plus 20 na kvadrat minus 2 krat 12 krat 20. Tele krate bom bolj poudarila, da boste vedeli, da ni minus, krat kosinus kota 34,67 stopinje. In gremo naprej. 12 na kvadrat je 144 plus 400 minus, zdaj pa vse to pomnožimo. Tule je 20, pardon. 20. Nekaj govorim, ne, nekaj delam, vi pa ste zmedeni. Tak je. In pa krat kosinus 34,67 in vse skupaj tole znese 394,8, bom zaokrožila na eno decimalno mesto. Zelo morate paziti pač, da je tole vse skupaj množenje. Večkrat se zgodi, da pol kar tule nekako odštevate. Množenje ima vedno prednost in zato najprej vse zmnožite. Zdaj pa dajmo tole zračunati, se pravi 164 plus 400 pa minus 394,8 je 149,2. Da dobimo A, moramo še koreniti na obeh straneh in A je zdaj koren iz 149,2, torej koren, tista tipka ans, ko smo jo tako iskali pri prejšnjih videih, in je tole zdaj 12,21. 12,21, enota je pa centimetri.
Tako, in imamo, ne, kosinusni izrek zmagal. Tako, pa dajmo tole pobrisati in gremo še na drugo nalogo. Pa recimo dajmo zdaj kot beta. Tole tretjo nalogo. Pravi, imamo trikotnik ABC s podatki. A je 7 centimetrov, B je 8 centimetrov, C je 9 centimetrov. Čisto mimogrede, kateri kot bi bil pa v tem trikotniku največji? Kot nasproti največje stranice. Zato, ker večja, ko je stranica, tista nasproti, bolj se razpre. In bolj, ko se razpre, a ne, večji kot. Mi moramo pa izračunati kot beta. Se pravi, kot beta je vprašaj. Imamo 3 stranice, iščemo en kot in to je kosinusni izrek. Skicirajmo si ga, da ga bomo lažje našli oziroma napisali tistega, ki ga potrebujemo. BC, BAC, alfa, beta, gama. Se pravi, pri kosinusnem izreku je zelo pomembno, s katerim izrekom od tistih 3 začnemo. Če iščemo kot beta, potem moramo začeti z nasprotno stranico. Se pravi, naš izrek bo zdaj b na kvadrat, ker je tole b, pol pa tako Pitagorov, a na kvadrat plus c na kvadrat, pa malo popravimo. 2ac krat kosinus kota beta. Pa vstavimo vse noter, kar poznamo, ne. Mi zdaj iščemo beta. Se pravi, namesto b na kvadrat vstavimo 8 na kvadrat je 7 na kvadrat plus 9 na kvadrat minus 2 krat 7 krat 9 krat kosinus beta. Zdaj, nekaj vam bom zaupala, ne. Pri matematiki v bistvu imajo rajši, da si najprej vse izrazite, pa potem date številke noter. Ampak včasih je pač lažje, da to naredimo najprej s številkami, ne, zato jaz tudi tako rešujem, čeprav se mi včasih malo srce para. Se pravi, imamo zdaj 64, 49 plus 81 minus. Zdaj pa dajmo tole zmnožiti. Se pravi, imamo 2 krat 7 krat 9 je 126 krat kosinus beta. Mi moramo zdaj izraziti kosinus beta. Ker je tukajle krat, se nam tole vse skupaj drži skupaj. In to bomo dali zdaj na eno stran. Se pravi, to bomo dali zdaj čez enačaj in ker je tukaj minus, ko damo na to stran, bo plus. Je to zdaj 126 kosinus beta je. Številke ostanejo, se pravi 49 plus 81, 64 najdemo pa na drugo stran. In to je pa minus 64 in imamo zdaj 126 krat kosinus beta. Ja, zdaj pa tole poračunamo, ne. Je 49 plus 81 minus 64 in je to 66. Delimo z 126 in dobimo kosinus beta je 66 delomljeno 126. Kosinus beta je 26 in je to 0,52. Približno 52. Okej, kako pridemo zdaj do beta? Ker je noter v kosinusu, moramo dati inverzno funkcijo oziroma shift oziroma 2NDF imate tudi veliko na kalkulatorju, ne. In zdaj pritisnemo. 2NDF, kosinus, potem pa znesek od prej in je enako. In dobimo, da je kot beta enako 58,4 stopinje. Tako. To je zdaj kot beta. Pa gremo še na eno nalogo. Se pravi, zna se pa zgoditi tudi to, a ne, da dobimo narisan trikotnik, brez da imamo
podan, kaj je A, kaj je B, kaj je C. Vedno vam preostane to, da si označite trikotnik in pač, če pravilno označite trikotnik, komot si preberete, koliko je A, koliko je B, koliko je C. Ampak mi, ko smo pa že taki mački, bomo pa poskusili to na pamet. In sicer, dajmo zdaj tegale recimo rešiti. Vedno je pomembno, da pri kosinusnem izreku, poglejte, zakaj bo kosinusni, zakaj ne bo sinusni? Zato, ker imamo 3 stranice v igri pa en kot. Če bi bil pa še tukaj nek kot označen, bi pa bil tudi sinusni. In zdaj, ker je kosinusni, mi vedno začnemo s tisto stranico, ki je nasproti kota, ki ga imamo podanga ali pa ki ga iščemo. Se pravi, mi zdaj začnemo z x na kvadrat je. Potem pa vzamemo kvadrata preostalih stranic, se pravi 20 na kvadrat plus 21 na kvadrat, potem pa popravimo. 2 krat te dve stranici, 20 krat 21 krat kosinus kota 105 stopinj. In zdaj pač računamo dalje. Je 400 plus, tega pa že ne poznam več na pamet, če ga vi poznate, super za vas, 441 minus, potem pa imamo 21, 840 krat, pa dajmo še kar tole kosinus kota 105. Je pa minus 0,26. Pa še nekaj decimalke, zaokrožila sem to, In imamo zdaj x na kvadrat je 400, pa 400 je to 841 minus 840 krat minus 0,26. Tu morate spet, pozor, to opozarjam, to je res velik napak na testih. Če je tukaj krat pa tukaj minus, ima krat prednost, tole ima prednost, zato najprej to zračunajte. Pa imamo potem x na kvadrat je 841 minus pa minus nam data plus krat 840. Če imate odprej kosinus, ga lahko kar uporabite, če ne pa si dajte noter. Tu se nam bo mogoče številka za malo decimalko razlikovala. Plus 217,41. Seštejemo, se pravi, to je 841 plus 217. Zdaj bom pa mogla še enkrat, ker se mi je nekaj vmes zbrisalo, se pravi 841 plus 217,41 in je to 1058,41. X je, ker je tu x na kvadrat, korenimo in dobimo koren iz 1058, kar je 32,5 približno, In dobimo tole. Malo preverimo, če to res tak trikotnik obstaja, Če bi tukaj bilo milijon, potem smo že nekaj narobe, ali pa 0,003 tudi, Drugače pa bolj kot ne, vse v redu. Zdaj za tole ta drugo poskusite sami. S tole stranico morate začeti, 3,8 na kvadrat je 3,4 na kvadrat plus 3,6 na kvadrat minus 2 krat 3,4 krat 3,6 krat kosinus kota x, In potem lahko naprej zračunate, In to je pa še kosinusni izrek. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!